Lepo pozdravljeni na današnji 6. dan božične osmine. Danes bomo slišali v Evangeliju, kako se veseli Fanuelova hči Jezusa Kristusa, ki so ga prinesli darovati v tempelj. Predvsem poudarek je na tem veselju njenem, kako potem pričuje drugim o Jezusu. In jaz mislim, vsak izmed nas, ko se srečamo z njim, ko čutimo njegovo navzočnost, vemo, kakšno je to veselje, lahko je na veliko veselje, ki nam ga nihče ne more vzeti. Pa da bi tudi mi lahko s takim veseljem, tudi ko ga srečamo, da bi ga tudi to veselje lahko delili z drugimi. Molimo. Vsemogočni Bog, človeško rojstvo tvojega sina prinaša svobodo vsem, ki jih tlači jarem greha. Daj nam moč, da bomo vztrajali v svobodi Božjih otrok, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Izpolnjevanje Božje volje vodi v večno življenje. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi Jezusovega imena grehi odpuščeni. Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali hudobo. Pisal sem vam, otroci, ker ste spoznali očeta. Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pisal sem vam, mladeniči, ker ste močni in je Božja beseda v vas in ste premagali hudobo. Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni v njem očetove ljubezni. Zakaj? Karkoli je na svetu, poželenje mesa in poželenje oči in napol življenja, ni od očeta, ampak od sveta. In svet prejde in njegovo poželenje. Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. To je Božja beseda. Odpev, veselijo naj se nebesa in zemlja. Dajte Gospodu, ljudski rodovi, dajte Gospodu slavo in moč, dajte Gospodu slavo njegovega imena. Veselijo. Prinesite darov in stopite v njegove dvore. Molite Gospoda v svetem okrasju, naj vas zemlja drhti pred njim. Veselijo. Govorite med narodi, Gospod kraljuje. Utrdil je svet, ki ne omahne, vladal bo ljudstva po pravici. Veselijo. Aleluja. Zasvetil nam je sveti dan. Pridite, narodi, in molite Gospoda. Danes je prišla na svet velika luč. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je bila neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem, ko je preživela z možem 7 let od svojega devištva, je bila vdova 84 let. Ona ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga, ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu. Ko so jo izvršili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti,
in Božja milost je bila z njim. Kristusov evangelij. Poslušali smo besedilo iz Lukovega evangelija. Kot sem že na začetku rekel, prerokinja Ana je bila v templju, ki ga ni zapuščala, torej ko je postala vdova, je bila do konca svojega življenja v templju in z molitvijo in postom služila Gospodu. In tisti trenutek, ko so Jezusa prinesli darovati v tempelj, se je zelo razveselila in ko ga je spoznala in vsem okrog govorila o njem, torej pripovedovala je vsem, ki so pričakovali odrešenje v Jeruzalemu, da bi, ko sem rekel, da bi tudi lahko mi res eno veselje, ko srečamo Jezusa, vsak izmed nas ve, recimo zdaj svetih maš ni bilo tako živo, je drugače, sedaj biti tukaj tudi pri meni, odkrito povem, je drugače maševati kot pred prazno cerkvijo, le sveta maša, Evharistija je eno občestvo, ena skupnost, se gradi naše občestvo preko Evharistije. Tukaj smo zbrani ne zaradi mene, ampak zaradi Jezusa, zaradi njega smo tu zbrani in to je prav tako in se tudi gradi eno občestvo. In najlepše iz tega odlomka je pa na koncu te zadnje besede, ko piše, dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti in Božja milost je bila z njim. Torej Jezus se je vrnil v svojo družino, pri Mariji in Jožefu je rastel, torej pozna dobro naše življenje, kako človek lahko živi, ker je bil Jezus pravi Bog in pravi človek. In zaradi tega nam je tudi lahko blizu, vsak trenutek življenja nas razume in vedno, ko ga rabimo ali pa se mu zahvaljujemo, lahko rečemo, da nas pozna, da nas razume in je tudi vsak trenutek z nami, da se tudi lahko potem veselimo te njegove prisotnosti. Pa tudi, če včasih nam ne da tistega, kar ga prosimo, ker morda ni za nas dobro, je čisto dovolj njegova navzočnost. Tako kot pri vsakem človeku, ko se srečamo z njim, ni nujno vedno, da nam nekaj naredi ali pa da je zelo uspešen, ampak je dovolj njegova prisotnost, da je z nami. In mislim, da to pri Jezusu tudi ne več, da čutimo njegovo bližino, njegovo navzočnost. Vse ostalo potem že pride samo od sebe.